Spoštovane in spoštovani, dober dan in dobrodošli na slovesni podelitvi Jesenkovih nagrad in priznanj, ki jih za leto 2020 podeljuje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Pri tem gre še prav poseben pozdrav vsem nagrajenkam in nagrajencem, prejemnicam in prejemnikom priznanj, mentorjem in mentoricam ter seveda vodstvu fakultete. Tradicionalno se Jesenkove nagrade in priznanja fakultete podeljujejo enkrat letno na dan rojstva Frana Jesenka, botanika, raziskovalca s področja genetike in žlahtnjenja rastlin, ki je bil tudi svetovljan in poliglot. 14. marca, torej čez 2 dneva, bo minilo 146 let od njegovega rojstva. V letu 2020 nas je zaradi epidemije COVID-19 preplavila neka druga realnost, zato je bila podelitev namesto marca v septembru. No, v letu 2021 smo se odločili, da podelitev izvedemo kar najbližje rojstvu Frana Jesenka, zato ponovno poteka takole virtualno prek spleta in seveda na tem mestu lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate takole. Na novo realnost se je Biotehniška fakulteta dobro in hitro prilagodila. 12. marca 2020, torej natanko pred letom dni, je bila razglašena epidemija. Že naslednji dan pa se je začelo delo od doma, ki je potekalo vse do 31. maja 2020, ko se je pedagoški proces že zaključil. Tudi začetek pouka v tem študijskem letu s hibridno izvedbo pouka je fakulteta začela brez večjih težav. Fakulteta je nato tudi ob ponovni razglasitvi epidemije delovala na daljavo. Seveda se tu za fakulteto, ki ima v študijskem procesu vključene številne laboratorijske in terenske vaje, postavlja vprašanje o kompetencah študentov. Vodstvo fakultete je že pripravilo nekaj rešitev, željo, da bi se na fakulteti še naprej kalili kompetentni strokovnjaki, raziskovalci, snovalci politik, podjetniki s področja ved o življenju in živi naravi. Vsi si želimo, da merila naprednega delovanja za družbo in znanost, ki jih je v svojih začetkih postavil Fran Jesenko, ugradimo tudi v prihodnje generacije, kar lahko naredimo le z zgledom, s povezovanjem temeljnih znanosti s praktičnim delom, ki je sestavni del pedagoškega procesa na fakulteti. V uri, ki je pred nami, bomo čestitali in prejemnikom Jesenkove nagrade in spoznali dobitnike fakultetnih priznanj ter podrobneje spoznali tudi njihove dosežke. Spoštovane in spoštovani, na podelitvi Jesenkovih nagrad je v letu 2020 potekala tudi predaja insignij. Profesor dr. Emil Erjavec je dekanske insignije predal profesorici doktorici Nataši Poplar-Urlih, ki fakulteto vodi kot prva dekanja v njeni zgodovini. Vse nas seveda zanima, kaj se je zgodilo v tem času, v tem letu, zato, gospa dekanja, vam predajam besedo. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani nagrajenci, spoštovani vabljeni gostje, partnerji in prijatelji Biotehniške fakultete, spoštovane sodelavke in sodelavci. Podelitev Jesenkovih nagrad je osrednji dogodek Biotehniške fakultete.
Letošnja podelitev Jesenkovih nagrad je v duhu COVID-19, ki nam že leto dni narekuje način življenja in dela. Vendar tudi tokrat je človek zmagal, vendar ne kot posameznik, temveč s sodelovanjem številnih vlad, akademskih sfer, številnih raziskovalcev in industrije, potrditev, da je v skupnosti moč in predvsem, da je zmagalo znanje. Res neizmerno hiter je bil tokrat razvoj cepiva in vsi smo sedaj v pričakovanju, da čim prej postanemo vsaj delno imuni na virus SARS-CoV-2 in se vrnemo v normalno življenje, da se na fakulteto vrnejo študentje in da znova zaživi akademski duh. Pred nami je nekaj pomembnih dogodkov za Biotehniško fakulteto in univerzo. 13. aprila bodo rektorske volitve, imamo 4 pretendente za rektorsko pozicijo, predstavitev kandidatov pričakujemo v zadnji tretjini meseca. Naj zmaga tisti, ki bo znal pluti tudi v nemernih vodah in dati univerzi nove dimenzije. Časi niso naklonjeni javnim univerzam. Na Biotehniški fakulteti se zaključuje leto priprav na vstop v akademski poslovno-informacijski sistem in profesionalizacijo strokovnih služb. Čaka nas obdobje učenja in prilagajanja na novosti, ki upamo, nas bodo popeljale v boljši jutri, predvsem pa bodo zagotavljale boljše in učinkovito upravljanje in servis zaposlenjem. Jesenkove nagrade so najprestižnejše nagrade Biotehniške fakultete, ki se imenujejo po profesorju Franu Jesenku, prvemu profesorju botanike na Univerzi v Ljubljani. Profesor botanike je postal ravno pred 100 leti. Bil je mednarodno priznan raziskovalec in znanstvenik tudi z področja genetike in žlahtnjenja rastlin. Z genetskimi raziskavami je križal pšenico in rž in vzgojil tritikalo. Kot ljubitelj slovenske narave je bil ustanovitelj Triglavskega narodnega parka in ga med prvimi tudi tako poimenoval. Bil je pedagog in znanstvenik, ki se je zavedal pomena znanosti in raziskav za gospodarski in splošni družbeni napredek. Danes s ponosom podeljujemo Jesenkove nagrade posameznikom, ki izstopajo iz povprečja na področju biotehnike. Včeraj smo podelili priznanja Biotehniške fakultete za dosežke na različnih področjih delovanja našim sodelavcem in pa zunanjim partnerjem. Podelili smo tudi priznanja najboljšim študentom Biotehniške fakultete na 27 različnih programih 1. in 2. stopnje, na kar smo posebej ponosni. Nagrajence bomo nagradili s knjigo Avtohtone medovite rastline, avtorjev Blanke Ravnjak, Jožeta Vavcona in Janka Božiča. V knjigi je predstavljeno sobivanje med rastlinami in čebelami. Predstavljene so nekatere avtohtone medovite rastlinske vrste. Izbor knjige je obenem priznanje 210-letnici delovanja botaničnega vrta in pa umestitve botaničnega vrta pod okrilje dekanata v skladu z novimi pravili Biotehniške fakultete z namenom učinkovitejšega delovanja botaničnega vrta, ki je pomemben del nacionalne, kulturne in naravne dediščine ter kot takšen neprecenljiv tudi za Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. V vrtu se prepletata preteklost in prihodnost, tradicija in modernost. Vsa nasprotja v naravi se zlijejo v sobivanje različnosti. Albert Einstein je nekoč omenil, da bi v primeru izumrtja čebel enako bridka usoda doletela tudi človeka. Kako ohraniti harmonijo sožitja med naravo in človekom, bo vsekakor eden večjih družbenih izzivov, ki jih bomo uspešno obvladovali le dobro oboroženi znanjem in družbeno odgovornostjo.
COVID-19 nam je pokazal, kako ranljivi smo, kot posamezniki in družba, vendar v mesecih omejevanja globalnih migracij in intenzivne produkcije se je zmanjšala količina toplogrednih plinov v ozračju. Zemlja je za trenutek zadihala, vendar za koliko časa? Takoj, ko bomo lahko, bomo spet prišli na stare načine življenja in spet povišali izpuste toplogrednih plinov. Ali se nikoli nič ne naučimo iz svojih napak? Zato je pomembno, da nagradimo najboljše in da verjamemo v mlade in sledimo našemu temeljnemu poslanstvu, to je vrhunsko izobraževanje novih generacij, odlično raziskovanje in družbena relevanca. Ne pozabimo, da je Biotehniška fakulteta osrednja organizacija na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji na področju ved o življenju. Skupno vsem študijskim in znanstvenim disciplinam na Biotehniški fakulteti so naravni viri, to so tla, voda, rastlinstvo, živalstvo in prostor. Ne pozabimo, da je usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in trajnostno gospodarjenje z njimi. To postavlja fakulteto med tiste družbene inštitucije, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Ne pozabimo, da raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage in krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo. Slediti moramo svojemu poslanstvu. Biotehniška fakulteta mora postati ena vodilnih fakultet na področju znanosti o življenju v Evropi, kar bomo zapisali v novo strategijo razvoja in akcijski načrt. Kako postati ena vodilnih inštitucij? Če bi imeli odgovor, bi verjetno bili že tam, ampak s premišljeno kadrovsko politiko zaposlovanja najodličnejših raziskovalcev in pedagogov, s finančno podporo, vlaganjem v infrastrukturo, vključno z novimi objekti, sodelovanjem med raziskovalnimi skupinami, večja povezanost z inštituti in večje mednarodno sodelovanje, med drugim tudi z našimi najodličnejšimi raziskovalci, ki uspešno delujejo v tujini, in se potruditi in jim omogočiti integracijo raziskovalne skupine. Nekateri naši raziskovalci in pedagogi dosegajo odlične rezultate na številnih znanstvenih področjih. Temelj razvoja znanosti in družbe bazira na zaporedju počasnih in majhnih nadgradenj, majhnih korakih, katerih temelji so postavljeni na stvaritvah preteklih spoznanj, kot je zapisal Isaac Newton. Če sem videl dlje, sem zaradi tega, ker sem stal na ramenih velikanov. Včeraj smo na 3. BF festivalu uspešno predstavili znanstvene dosežke strok na področju uporabnih ved o življenju. Potrditev, da smo odlični tudi na področjih, ki so temeljna za delovanje vsake družbe in države. Z razvojem premikamo meje, a tudi vplivamo na življenje in naravne vire. Zato je sodelovanje naših strokovnjakov s predstavniki vlade, ministrstev in s gospodarstvom nujno, bolj kot kadarkoli prej, tako zaradi oblikovanja strategije razvoja, kot tudi ohranjanja okolja in ustvarjanja priložnosti za nadaljnji razvoj. In aktivno se moramo vključiti v pripravo projektov v okviru Next Generation, ki nam bodo omogočali delovanje prihodnosti. Želja po znanju in njegovem posredovanju sta tisto, kar nas druži in kar nam bodo posredovali tudi današnji nagrajenci.
Čestitke nagrajencem in hvala vam, da ste se nam pridružili. Najlepša hvala dekani, profesorici doktorici Nataši Puklar-Urlih za spodbudne uvodne besede in za predstavitev odgovornosti, ki jo nosi Biotehniška fakulteta kot osrednja nacionalna raziskovalna in izobraževalna institucija na področju ved o življenju in naravi. Fakulteta prav zaradi študijskih in znanstvenih disciplin, ki so vse povezane z naravnimi viri in njihovim trajnostnim gospodarjenjem, sodi med državotvorne institucije, ki zagotavljajo znanje in kadre na področjih pomembnih za obstoj in razvoj naše družbe. Z razvojem premikamo meje, hkrati pa vplivamo na življenje in naravne vire. Zato raziskovalci, pedagogi in strokovni sodelavci nenehno iščejo načine, kako za ustvarjanje, za napredek, ki temelji na strokovnih in znanstvenih podlagah, krepiti družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo. Svoj pogled na razvoj in pomen znanosti o naravnih virih, znanstvenih področjih povezanih s hrano in predvsem povezovanjem slovenskih raziskovalcev v tujini z matično domovino, vidi profesorica doktorica Urška Vrhovšek, alumna oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica doktorica Urška Vrhovšek trenutno vodi skupino za metabolomiko na fundaciji Edmund Mach v Trentinu, zato jo prav lepo pozdravljam v Italijo in vam, profesorica doktorica Vrhovšek, predajam besedo in vabim k osrednjem nagovoru. Hvala za povabilo. Spoštovana dekanja, profesor dr. Nataša Puklar-Urlih, spoštovani sodelavci Biotehniške fakultete, spoštovane nagrajenke, cenjeni gostje. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes govorim na slovesni podelitvi Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanj za pedagoške, raziskovalne in strokovne dosežke na področju biotehniških ved v Sloveniji. Danes Biotehniška fakulteta sodi med največje članice Univerze v Ljubljani. Je izobraževalna in raziskovalna inštitucija velikega nacionalnega pomena za razvoj kadra in lastnega znanja v Sloveniji. Z vidika znanstvene odličnosti in internacionalizacije je Biotehniška fakulteta uvrščena med vodilne članice Univerze v Ljubljani. Lahko se pohvali z zelo samoiniciativnimi študenti, ki organizirajo poletne šole, vrsto drugih dogodkov, sodelujejo na različnih tekmovanjih in prireditvah, ter z odmevnimi rezultati pomagajo dvigovati ugled fakultete. Študij in študirati je velika želja mnogih mladih. Zato je izredno pomembno, da bi imel vsak, in res prav vsak, ki to želi, možnost študiranja. Zavedati pa se je treba, da je študij nekaj težkega, to je trdo delo, je vložek, in ga je treba odgovorno sprejeti in odgovorno dokončati. Biotehniška fakulteta vsekakor daje mladim odlično skočno desko za profesionalno pot naprej. Tudi sama sem obiskovala Biotehniško fakulteto in se potem kmalu odpravila v tujino. Še sedaj, po vseh teh letih v tujini, z Biotehniško fakulteto zgledno sodelujemo. V svojem laboratoriju sem vedno izredno vesela slovenskih znanstvenikov, mladih raziskovalcev in študentov. Vsi ti mladi, motivirani ljudje mi dajo veliko energijo in motivacijo za delo naprej. Vesela sem, ko vidim, da je v Sloveniji takšnih ljudi veliko. In ko govorimo o odhodu v tujino, je pomembno dejstvo, da se mladi, pa tudi izkušeni znanstveniki podajo v svet. Da je možgane dobro prevetriti, je bilo jasno že Grobarju, Cankarju, Plečniku in Fabjaniju, ki so vsi del časa delovali v tujini. Vsi štirje so se v Slovenijo kasneje vrnili. Prosti pretok delovne sile je temeljno načelo Evropske unije in z vstopom vanjo je Slovenija omogočila svojim državljanom, da to načelo uresničijo. Seveda je potrebno poskrbeti, da ta tok ni enosmeren. Odločitev o odhodu je težka in ne zadeva le nas in našega delovnega okolja, temveč tudi družino in širši socialni krog. Ustvariti si nov socialni krog pri 30 ali 40 je približno tako težko, kot bi namerno poskušali ostati brez prijateljev v osnovni šoli. A vendar so migracije izobraženih kadrov v času globalizacije neizogibne. To, da posamezniki pridobivajo nova znanja in izkušnje v tujini, pomeni nujnost v sodobnem svetu. Mobilnost znanstvenikov je toliko bolj pozitiven dejavnik, posebej, če se izobraženi ljudje vrnejo v domovino z novim znanjem, pa gre za beg ali kroženje možganov.
Pri tem je vsekakor potrebno, da zna država poskrbeti in ustvarjati možnosti, da takšno obogateno znanje dobi nazaj, in to ne glede na kraj posameznikovega delovanja. Novejši pojav v meddržavni mobilnosti in migracijah je kroženje možganov. To prinaša bolj enakovredne učinke tako ciljni kot matični izvorni državi. Med pomembne pozitivne učinke začasnih, pa tudi trajnih selitev sodijo mreže, ki jih lahko priseljenci v neki državi vzdržujejo svojo matično državo. In te mreže so lahko pomemben vir trajnega prenosa znanja na različnih nivojih. In kot primer, tako mrežo prenosa znanja bi lahko ustvarili med inštitutom, na katerem delujem, in nekim osrednjim nacionalnim inštitutom na področju hrane v Sloveniji. Takšna inštitucija bi zagotavljala odlično povezavo z najnovejšimi slovenskimi in svetovnimi dognanji, ter bila odprta za interdisciplinarna znanja vseh pomembnih panog, ki se prepletajo s proizvodnjo živil. Zato se mi zdi ideja, da bi v Sloveniji zrastel nacionalni inštitut za hrano odlična. Tak inštitut bi predstavljal strateško, razvojno in raziskovalno podporo mikro, majhnim, srednjim in velikim podjetjem v proizvodnji živil in združil institucije, ki delujejo na področju hrane in prehrane v Sloveniji, tako na znanstvenem, strokovnem in tehnološkem področju. Danes se zaradi epidemije in dejstva, da živim v tujini, javljam virtualno, skoraj neosebno. Tudi to je cena biti imigrant. Ljudje smo socialna bitja, zato je to, kar doživljamo sedaj, nekaj popolnoma nenaravnega. Nekaj, česar si nihče še dobro leto nazaj ni znal niti približno predstavljati. Vsi upamo, da taki dogodki potekajo zadnjič v takšni obliki. In če je to res zadnjič, se najbolj vsi zavedamo, da je v veliki meri odvisno od vseh nas. Ta epidemija nam je vsekakor pokazala našo majhnost, ko se narava odloči ukrepati. Ta epidemija nam je poleg vseh negativnih vidikov vsekakor pokazala in upam naučila, kako zelo je potrebno biti enoten, kako zelo smo odvisni drug od drugega, kako en sam človek ne more ničesar premakniti. Pokazala pa nam je tudi, kako pomembna je izobrazba, znanost in razvoj. Pokazala nam je, kako pomembna je povezanost s svetom. Še nikoli v zgodovini človeštva nismo bili tako medsebojno odvisni. Kar upam, da nas bo ta epidemija naučila pozitivnega, je tudi načelo etike. Verjetno nam je sedaj že vsem jasno, da še naprej vsi in res prav vsi enotno strmeli proti istemu cilju, se epidemija ne bo kaj kmalu končala. In tukaj prihajam do nečesa, kar se mi zdi, da za nas raziskovalce, pedagoge, znanstvenike izrednega pomena. To je etika. Etika v poučevanju, etika v znanosti, etika v vsakodnevnem življenju. Dober pedagog, znanstvenik, raziskovalec mora biti etičen, ker to je pomembno, izredno poslanstvo. Znanost je po definiciji nekaj neodkritega, nekaj nikoli prej videnega, zato so etične dileme prisotne na vsakem koraku. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da imamo znanstvenike trdno, osebnostno in etično podstat, na podlagi katere sprejemamo odločitve, ki imajo lahko zelo daljnosežne posledice ne samo na nas, ampak na celotno družbo in človeštvo. Etika v znanosti ni osebni, ampak kolektivni problem, ki vključuje vse znanstvenike, tako na osebni, kot tudi na splošni ravni. Zato bi morala biti etika vsekakor del izobraževanja in usposabljanja vsakega mladega človeka. To leto ni bilo težko. To leto ni bilo lahko, ampak moramo kljub vsemu optimistično zreti naprej. No, kljub težkim razmeram, povezanim z epidemijo koronavirusa, je potrebno nadaljevati s kvalitetnim pedagoškim in raziskovalnim delom. Že samo vsi ti nagrajeni dosežki, ki jim posvečamo današnji dogodek, nam morajo vplivati upanje in moč za naprej. Zato ob zaključku vsem prejemnicam Jesenkovih nagrad res od srca čestitam. Naj vam bodo te nagrade spodbuda za vaše nadaljnje delo in naj vsi te vaši dosežki vodijo tako vas kot nas v nove znanstvene in pedagoške dosežke na področju biotehniških ved. Ob koncu želim vsem vse dobro in ostanite zdravi. Najlepša hvala za te besede. Kot je izpostavila spoštovana slavnostna govornica, profesorica doktorica Urška Vrhovšek,
Se zdi zelo pomembno, da Biotehniška fakulteta celostno pokriva področje hrane od pridelave in predelave do potrošnika. Izrazita koncentracija znanja na enem mestu kaže potrebo po ustanovitvi nacionalne institucije, kot smo slišali, ki pokriva ta področja. Pomen hrane in prehranjevanja ljudi je izziv, s katerim se srečuje cel svet. Iskanje rešitev zahteva celovit pristop in dobro podporo, ne samo lokalnega okolja v okviru kateder, oddelkov, fakultete, ampak tudi širše družbe za oblikovanje vrhunskih raziskovalnih skupin, ki bodo gradile tudi na študentih Biotehniške fakultete. Naj spomnimo, da sta se v letu 2019 programa Živilstvo in kmetijstvo na Biotehniški fakulteti uvrstila v skupino od 150 do 200 najboljših programov na šanghajski lestvici. Odličnost in presežki pa zaznamujejo tudi letošnje Jesenkove nagrajence in prejemnike priznanj fakultete. Kot je znano, je senat Biotehniške fakultete na podlagi statuta Univerze v Ljubljani pred leti sprejel pravila o nagradah in priznanjih Biotehniške fakultete, ki urejajo podeljevanje nagrad in priznanj na fakulteti. Letošnji postopek izbire nam bo zdaj na kratko predstavil prodekan za znanstveno in raziskovalno delo, profesor dr. Miha Humar. Prosim. Hvala lepa. Biotehniška fakulteta podeljuje Jesenkovo nagrado posamezniku za njegovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela. Najboljšemu diplomantu doktorskega študija 3. stopnje in najboljšemu diplomantu magistrskega študija 2. stopnje v preteklem koledarskem letu. Za podelitev Jesenkove nagrade posamezniku za življenjsko delo je bilo predlaganih 6 kandidatov. Za najboljšega diplomanta doktorskega študija 3. stopnje 5 kandidatov in za najboljšega diplomanta podiplomskega študijskega programa 2. stopnje 1 kandidat. Senat fakultete je na seji z dne 22. februarja 2021 odločil, da se podeli Jesenkova nagrada po enemu kandidatu iz vsake kategorije. Poleg tega priznanja Biotehniške fakultete prejmejo posamezniki ter skupine, ki so zaposleni na in izven Biotehniške fakultete za zgledno pedagoško delo, pomembno objavljena znanstvena in strokovna dela, tehnične rešitve, iznajdbe, odkritja in vzgoj novih sort rastlin in živali, ter druge vidne dosežke na področju strokovnega dela in v proizvodnji, ter drugo delo pomembno za razvoj fakultete, krepitev ugleda fakultete ali pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete. Priznanje Biotehniške fakultete prejmejo tudi vsi diplomanti študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki so v preteklem koledarskem letu zaključili študij in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj diplomskega dela. Tretja skupina pa so posamezniki ali skupine zaposlenih na fakulteti ali izven nje, ob jubilejih in drugih izjemnih dogodkih ter dejanjih. Za podelitev priznanja fakultete posamezniku oziroma skupini iz Biotehniške fakultete je bilo predlaganih 8 kandidatov. Za priznanje posamezniku izven Biotehniške fakultete pa 4 kandidate. V lanskem letu je študijske programe 1. in 2. stopnje zaključilo 29 diplomantov, ki so dosegli za podelitev priznanja določeno povprečno oceno. Kadrovska komisija senata Biotehniške fakultete je na svoji seji z dne 15. februarja 2021 odločila, da se priznanja podelijo 6 posameznikom oziroma skupinam z Biotehniške fakultete ter 2 skupinama izven Biotehniške fakultete ter 29 najuspešnejšim diplomantom. Hvala lepa. Najlepša hvala spoštovanemu prodekanu za obrazložitev, s katero nas je takole pripeljal na prag osrednjega dela današnjega dogodka. Začenjamo s podelitvijo Jesenkove nagrade za življenjsko delo znanstvenici, ki je ena od najvidnejših raziskovalk in raziskovalcev na področju biologije lesa in dendrokronologije v Sloveniji in ki je, podobno kot Fran Jesenko, v svojih časih orala ledino na svojih področjih. Nagrajenki bo nagrado simbolično izročila dekanja, profesorica doktorica Nataša Poklar-Urlih. Letošnja prejemnica Jesenkove nagrade je profesorica doktorica Katarina Čufar. Čestitam.
Hvala lepa. Profesorica doktorica Katarina Čufar je redna profesorica na Biotehniški fakulteti in vrhunska znanstvenica na področju lesarstva, kjer se posveča znanosti o lesu, dendrokronologiji, znanstvenemu področju, ki ga je vzpostavila, ter vsestranskim raziskavam lesa kot tkiva živih dreves in materijala v objektih kulturne dediščine in arheologije. Med drugim je profesorica doktorica Čufar od leta 1999 vodja raziskovalne skupine Tehnologija lesa in katedre za tehnologijo lesa. Bila je prodekanja za področje lesarstva, trenutno pa je že 4. mandat tudi namestnica prodekana za pedagoško dejavnost. Nagrajenkino bogato znanstveno raziskovalno delo se kaže v številnih objavah v vrhunskih mednarodnih revijah in na konferencah. Je avtorica preko 175 originalnih znanstvenih člankov v najprestižnejših znanstvenih revijah, med drugim naprimer Nature Communications, Science Advances, Nature Plants in številne druge z visokim faktorjem vpliva. Profesorica doktorica Katarina Čufar je izrazito vpeta mednarodno raziskovalno in akademsko-pedagoško okolje in izjemna pedagoginja, o čemer seveda najbolj priča priljubljenost med študentkami in študenti in podatek, da je bila mentorica več kot 90 diplomantom, 4 doktorantom in somentorica eni doktorski študentki na Univerzi v Italiji. O vrhunskosti raziskovalnega in pedagoškega dela svojevrstno govorijo tudi nagrade in priznanja, med drugim Biotehniške fakultete v 50-letnici delovanja fakultete, priznanja Biotehniške fakultete za zgledno pedagoško in raziskovalno delo, ter priznanja Društva lesarjev Slovenije za prispevek pri povezovanju članov in uspešno vodenje alumni kluba, ter častnega priznanja Fakultete za gozdarstvo in tehnologijo lesa Univerze Mendel v Brnu, Republika Češka, ob 100-letnici ustanovitve fakultete. V zadnjem obdobju še posebej odmeva, da je profesorica doktorica Katarina Čufar v letu 2020 prejela kar 2 prestižni nagradi, Zoisovo priznanje in zlati znak Univerze v Ljubljani. In kot so še zapisali v obrazložitvi, profesorica doktorica Katarina Čufar s svojim delom, zgledom in vrednotami pozitivno vpliva tako na študente kot sodelavce, jih svojo energijo in raziskovalno navdušenostjo spodbuja ter motivira pri delu in predstavlja velik navdih za vse, ki imajo ta privilegij, da z njo tako ali drugače sodelujejo na svojih poteh. Čestitke. Enkrat čestitam, mislim, da lahko zaplos. Hvala. Da pa letošnjo nagrajenko še bolje spoznamo tudi torej skozi oči njenih kolegov, ki z njo tvorno sodelujejo že lep čas, zdaj vse skupaj vabim, da si ogledamo kratek film o ključnih poudarkih njene znanstvene kariere. Jesenkove nagrade so najprestižnejše nagrade, ki jih podeljuje Biotehniška fakulteta, in sicer posamezniku za življenjsko delo, ki se je izkazal na različnih področjih delovanja, ter doktorantu in pa študentu magistrskega študija. Ponosni smo, da številni posamezniki na Biotehniški fakulteti sledijo Franu Jesenku, ki je bil izjemen znanstvenik, profesor in naravovarstvenik, saj je bil eden od ustanoviteljev Triglavskega narodnega parka. Diplomirala sem na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete in po diplomi sem se tu tudi zaposlila. V diplomi in magistrskem delu sem se ukvarjala predvsem z anatomijo lesa in lastnostmi tropskih lesnih vrst, ki smo jih proučevali v okviru mednarodnega projekta, ki nas je tudi povezal z mednarodno skupnostjo. Za doktorat sem se ukvarjala z umiranjem jelke in biologijo lesa. Zato sem bila zelo vesela, ker je po doktoratu v Sloveniji s strani restavratorjev in arheologov prišla pobuda, da bi bilo treba dendrokronologijo začeti sistematično razvijati. Ta izziv smo s sodelavci z veseljem sprejeli, sestavili ekipo in začeli graditi dendrokronologijo pri nas.
Za arheološki les smo po 20 letih raziskav lahko precej natančno povedali, kdaj so ga koliščarji posekali, kako so ga uporabili, in ta spoznanja so uporabna za številne druge pomembne stvari o dogajanju v preteklosti. Ob dendrokronologiji, kjer dendrokronološke krivulje predstavljajo arhivski zapis pretekle klime in delovanja klime na drevo, smo se lahko začeli ukvarjati tudi z dendroklimatologijo in dendroekologijo. Dendroklimatologija je posebej ob sodelovanju s številnimi mednarodnimi skupinami omogočila, da smo lahko opravili študije rekonstrukcije pretekle klime v Sloveniji in Evropi za pretekla stoletja in pretekla tisočletja. Klima vpliva na drevesa, posebej sedaj, ko smo v razmerah podnebnih sprememb, zato razvijamo in uporabljamo tudi dendroekologijo. Dendrokronologija obravnava les na nivoju branik, ki so lahko široke nekaj milimetrov in sestojijo iz ogromnega števila celic. Zelo pomemben je pa tudi celičen nivo, kako nastane posamezna celica, v kakšnih razmerah in kdaj, kako deluje kambi, kako kambi proizvaja tudi skorjo, ključno tkivo za preživetje dreves. V tem okviru nastajanja lesa in skorje so bile opravljene odmevne doktorske disertacije, vzpostavljeni novi, zelo pomembni mednarodni stiki in ob tem smo objavili prebojne, pa tudi zelo odmevne objave s skupinami iz Slovenije, ki sodelujejo tudi mednarodno. Naše delo je tudi zelo citirano in prepoznavno. Ob priznanju bi se rada zahvalila vsem, ki z mano delate, me podpirate, me učite in se od mene učite. Priznanje je priznanje za skupinsko delo, zato tudi hvala vsem, ki ste to delo prepoznali, predlagali nagrado in mi jo tudi podelili. Profesor dr. Katarina Čufar je izvrstna raziskovalka, je odlična pedagoginja in vsi, ki z njo delamo, čutimo, da to dela srcem. Ukvarja se z raziskavami na področju znanosti o lesu in anatomijo lesa in v okviru tega bi posebej izpostavil, da je razvila področje dendrokronologije. Ravno s tem področjem je našo fakulteto in naš oddelek postavila na svetovni zemljevid in lahko trdim, da je sedaj naša fakulteta eden od pomembnih raziskovalnih centrov za področje dendrokronologije. Profesor Čufarjeva je izrazito mednarodno usmerjena. Njeno raziskovalno delo, njeni uspehi seveda niso ostali neopaženi. Bili so že nagrajeni z marsikaterimi priznanji in nagradami, ampak vse njene sodelavce je najbolj razveselilo to, da je bila lani prejemnica zlate plakete Univerze v Ljubljani in še posebej prestižnega Zoisovega priznanja za raziskovalno delo. Je res velik privilegij, da lahko tako sodelavci fakultete kot tudi študentje sodelujemo s kolegico Čufarjevo. Tako smo se potopili malce v svet nagrajenke, tudi v sliki in besedah. Zdaj pa mi dovolite, spoštovane in spoštovani, da na današnji podelitvi nagrad in priznanj Biotehniško fakulteto spoznamo tudi skozi prizmo nekaterih številk.
Biotehniška fakulteta deluje na 13 lokacijah, od tega jih je 5 v Ljubljani, 2 v okolici Domžal, na Šatji je Ribogojnica, na Vrhniki je študijski gost, v Rogatcu je Farma govedi in drobnice, na Biljah pri Novi Gorici Sadovnjak, na Kromberku Ampelografski vrt in v Mariboru nasad lupinarjev. V študijskem letu 2020-2021 je redno vpisanih študentov 3005. Od tega na prvi stopnji na univerzitetnih programih 1337, na prvi stopnji na visokošolskih strokovnih študijskih programih 461, na drugi stopnji na magistrskih programih 983, na tretji stopnji na doktorskih programih bioznanosti 209 in biomedicine 15. Od leta 1953 do leta 2020 je na Biotehniški fakulteti študij končalo 17.594 diplomantov, 579 diplomantov druge stopnje, 1169 magistrov znanosti in 1171 doktorjev znanosti. In med vsemi temi bomo zdaj spoznali dve, ki sta v svojih generacijah najbolj izstopali. Dekanijo znova vabim, da se mi pridruži pri podelitvi še preostalih 2 Jesenkovih nagrad. Najprej bomo podelili Jesenkovo nagrado najboljši diplomantki doktorskega študija za leto 2020. Nagrado prejme doktorica Mateja Šenica. Čestitam. Dovolite mi še besede obrazložitve. Doktorica Mateja Šenica prihaja z katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na oddelku za agronomijo. Za svojo doktorsko nalogo je pod mentorstvom profesorja dr. Francija Štamparja in somentorstvom izredne profesorice Maje Mikolič-Petkovšek preverjala metabolni odziv rastlin na nekatere abiotske dejavnike, ter kako različne tehnike predelave vplivajo na vsebnosti nekaterih kemičnih snovi v končnem sadnem produktu. Metoda ekstrakcije in identifikacije cianogenih glikozidov, ki jo je tekom doktorskega študija modificirala, predstavlja velik doprinos k znanosti. Prednosti te nove metode v primerjavi z dosedanjimi so, da ne vključujejo zdravju škodljivih kemikalij, obenem pa tudi krajša sam postopek. Rezultati nudijo pomembno informacijo na področju sinteze in vsebnosti analiziranih sekundarnih metabolitov v različnih sadnih vrstah, ki so vsakodnevno prisotne v naši prehrani. Ugotovila je, da so tako fenoli kot tudi cianogeni glikozidi močno odvisni od lokacije rasti sadne vrste, nadmorske višine, temperature zraka in sončnega sevanja. Doktorica Mateja Šenica je pri svojem raziskovalnem delu pokazala izredno delavnost, natančnost in samostojnost. Njena bibliografija obsega 17 del, pri 13 je prvi avtor, 9 člankov je bilo objavljenih v uglednih znanstvenih revijah, ki sodijo v prvi kvartil. Njena znanstvena dela, ki jih je pripravila v času doktorskega študija, so bila zaradi aktualne teme in ustvarjalnosti pristopa ter pomembnih zaključkov deležna velike odmevnosti. Kot verjamem, da bo tudi nadaljnje delo. Zdaj pa lahko zaploskam. Iskrene čestitke, hvala lepa. Sledi podelitev Jesenkove nagrade najboljši študentki magistrskega študija druge stopnje v letu 2020. Nagrado prejme Maruša Skubic. Danes je ni med nami, je z nami takole nadaljavo in jo prav lepo pozdravljamo. Dovolite. Hvala, ja. In čestitke in seveda dovolite mi še nekaj besed obrazložitve. Maruša Skubic, magistrica ekologije in biodiverzitete, je magistrski študijski program druge stopnje ekologija in biodiverziteta na Biotehniški fakulteti v Ljubljani zaključila s povprečno oceno 9,83. Že na prvostopenskem študiju je izstopala s svojim izjemnim študijskim uspehom, bila je najboljša študentka v prvem in drugem letniku, prejela je tudi priznanje Biotehniške fakultete za izvrsten študijski uspeh na univerzitetnem študiju prve stopnje. V času študija je svoja biološka, predvsem botanična znanja, izpopolnjevala in širila na Univerzi v Innsbrucku v okviru Erasmus izmenjave, strokovno pa sodelovala tudi pri projektu Aplavz, študijsko prakso opravljala v kliničnem laboratoriju
v Gambiji v Afriki, opravljala študentsko delo v Leku ter pomagala pri laboratorijskem delu na katedri za botaniko in fiziologijo rastlin na oddelku za biologijo. In prav v zgodnjih študentskih letih spoznala, da jo botanika še posebno zanima, zato bržkone ni presenetljivo, da je botanično temo izbrala tudi za svojo magistrsko nalogo z naslovom Diverzifikacija gozdne in soške smilke na obrobju jugovzhodnih Alp, ki jo je izdelala pod mentorstvom docentke doktorice Martine Bačič in profesorja doktorja Boža Frajmarja ter zagovarjala z odliko. Rezultate pa objavila v priznani znanstveni reviji Plant Systematics and Evolution. Zaposlena je na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete, kjer dela kot asistentka na katedri za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko. Maruša Skubic, iskrene čestitke. Hvala lepa in takole še enkrat lep pozdrav nadaljavo. Podelili smo 3 Jesenkove nagrade, v nadaljevanju pa bomo spoznali, kdo so letošnji prejemniki priznanj Biotehniške fakultete. Zaradi upoštevanja priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje letos podelitve ne moremo izpeljati v obsegu, kot bi si želeli, zato so prejemniki priznanja prejeli že včeraj, vse pa je bilo skrbno obeleženo s fotografijami, tako da se predlagam kar na kratko sprehodimo med njimi. Najprej podelitev priznanj fakultete posamezniku ali skupini iz Biotehniške fakultete za pedagoške delavce in raziskovalce. Priznanja prejmejo profesorica doktorica Katarina Vogel-Mikuš na predlog oddelka za biologijo za zgledno pedagoško in raziskovalno delo. Docent dr. Thomas Andrew Nagel na predlog oddelka za gozdarstvo za zgledno pedagoško in raziskovalno delo. Profesorica doktorica Tanja Kunej na predlog oddelka za zootehniko, kolegij biotehnologije za zgledno pedagoško in raziskovalno delo. Izredni profesor dr. Tomaž Polak na predlog oddelka za živilstvo za zgledno pedagoško in raziskovalno delo. Zdaj pa priznanja fakultete posamezniku ali skupini iz Biotehniške fakultete za nepedagoške delavce. Priznanje prejme magistrica Selma Uršula Muhar na predlog oddelka za živilstvo, kolegij mikrobiologije za zgledno administrativno delo. Priznanje prejme skupina za razvoj in uvajanje e-učilnice na predlog oddelka za lesarstvo za pomembna strokovna dela in drugo delo pomembno za razvoj fakultete. Skupino sestavljajo docent dr. Jože Kropivšek, dr. Matej Jošt, Anton Zupančič, vsi z oddelka za lesarstvo, dr. Aleš Kladnik z oddelka za biologijo, docent dr. Matevž Mihelič z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Matej Šergan z oddelka za živilstvo. In priznanja fakultete posamezniku ali skupini izven fakultete. Priznanja prejmeta Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na predlog kolegija biotehnologije za sodelovanje pri pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu fakultete. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na predlog kolegija mikrobiologije za sodelovanje pri pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu fakultete. Prav vsem navedenim iskrene čestitke in predlagam, da tudi en močan aplavz. Nekoč je nekdo pripomnil, da je mišljenje intenzivna vadba v možganski kemiji in korenit študij terja ogromno te vadbe, torej mišljenja. Na fakulteti so včeraj posebej izpostavili in nagradili tiste študente, ki so v preteklem študijskem letu najbolj izstopali v posameznih študijskih programih. Lani prvič in letos drugič, tako Biotehniška fakulteta izpostavlja svoje najboljše študente, ki so zaznamovali študijski proces, oznako najboljši v programu pa bodo s ponosom nosili tudi v svojih prihodnjih karierah.
Zdaj vas kar povabim, da znova na kratko preletimo nekaj fotoutrinkov z včerajšnje podelitve. Meni pa dovolite, da preberem prejemnike priznanj fakultete za najboljše študente posameznega študijskega programa fakultete prve in druge stopnje. Priznanja prejmejo Katarina Pegan, Primož Fabijan, Ema Pleško, Svit Brudar, Žiga Jerman, Matic Cuderman, Matej Ščuka, Tina Šturm, Andreja Mulej, Jerica Kobal, Tine Kalač, Klemen Buh, Sara Petrin, Belmin Lisičič, Ana Švarcman, Eva Šajn, Tajda Klobučar, Ester Premete, Ana Novak, Hanna Štraus, Kristina Ilnikar, Eva Celinšek, Maja Nosan, Blaž Jemec, Zina Ravnik, Janja Skok, Tina Taler, Zala Brajnik in Petra Česen. Vsem prejemnikom tudi takole nadaljavo iskrene čestitke in naj ob tem velja spodbuda tudi k nadaljnemu uspešnemu delu. Bili ste najboljši v svojih generacijah. Pa vas prosim za aplavz vsem prejemnikom. Slavnostna govornica je danes že izpostavila pomen etike v poučevanju, znanosti, vsakodnevnemu življenju in nujo potem, da zaobjame ne zgolj posameznikov, pač pa skupnost in postane tvoren del izobraževanja mladih znanstvenikov in delovanja prav vseh na poti znanstvene odličnosti. Družno s kritičnim mišljenjem, racionalno distanco do vprašanj, ki jih naslavljajo, in pa seveda vztrajnostjo in trdnim delom. Zdi se, da časi bolj kot kadarkoli prej kličejo po tem, a pogled na vse nagrajenke in nagrajence ter njihove dosežke ob tem zariše prodornost, upanje in seveda tudi odgovornost. V imenu nagrajencev, prejemnikov priznanj, bo zdaj spregovorila prejemnica Jesenkove nagrade za življenjsko delo, profesorica doktorica Katarina Čufar. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovane in spoštovani. V imenu nagrajenk in nagrajencev se zahvaljujem za današnjo prireditev in za obsežno delo pri pripravi tega dogodka. Vsi se trudimo, da bi čim bolje delali, a hvala vsem, ki ste naše dosežke prepoznali, nas predlagali in izbrali. Vsa priznanja, posebej pa še to za življenjsko delo, temeljijo na rezultatih skupnega dela. Zato hvala vsem za sodelovanje in vsestransko podporo. Posebna hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, tistih, ki ste nas učili in se od nas učili, ter partnerjem in družinskim članom in vsem, ki nas podpirate in nam zaupate. Nikoli se vam ne bomo mogli dovolj zahvaliti. Sama sem hvaležna za pretekle uspehe in izkušnje in sprašujem se tudi, kako bom svoje znanje, izkušnje, povezave in dobre prakse čim bolje predala in razdala mlajšim generacijam, da bodo služili za prižiganje luči in ne za preganjanje teme ter za splošno skupno dobro. Jesenkove nagrade smo prejele 3 znanstvenice različnih generacij, ki se veselimo, da nam je priznanja podelila naša prva dekanja v nad 70-letni zgodovini Biotehniške fakultete. To je dobro izhodišče za promocije na temo ženske znanosti in za promocijo dobrih praks Biotehniške fakultete na področju enakih možnosti. Veseli nas, da je bilo prepoznano tudi delo 2 kolegic in 2 kolegov, ki ste prejeli priznanja fakultete za uspehe na pedagoškem in raziskovalnem področju.
vi in 29 pohvaljenih najboljših študentk in študentov, od tega 20 študentk in 9 študentov, kažete, da se nam ni treba bati za prihodnost znanosti in prihodnost nasploh. Čestitke tudi obema skupinama, inštitutu in laboratoriju, ki delujeta izven fakultete, saj nenehno sodelovanje z vami izven fakultete, torej s prakso, ključno prispeva k našem delu in našem uspehu. Pomembno je tudi, da je priznanje prejela pomočnica tajnika, saj je odlično delo naših zaposlenih v tako imenovanih skupnih službah ključno, da sploh lahko delujemo na pedagoškem in raziskovalnem področju. V prave roke je šlo tudi priznanje članom skupine za razvoj in uvajanje e-učilnice. Njihov prispevek je mnogo večji, saj so bili pred enim letom, pred popolno zaporo, dovolj vizionarski, da so se na hitro organizirali in že pred zaporo svetovali zaposlenim, katero opremo in programe velja uporabljati, tako da smo večinoma praktično preko noči res lahko prešli na poučevanje na daljavo, ki je bilo takrat edini izhod. Skupina nas je potem učila, kako uporabljati sisteme, kako izvajati izpite, pri tem pa so bili ves čas potrpežljivo na razpolago, ko nam je v ključnih trenutkih pogosto odpovedala tehnika. Čeprav današnje Jesenkove nagrajenke prihajamo iz različnih oddelkov in študijev, nam je skupno to, da se raziskovalno ukvarjamo z rastlinami. Podobno kot leta 1875 rojeni Fran Jesenko, za katerega smo že izvedeli, da se je šolal na Dunaju, deloval na Univerzi Boku, s katero tudi danes tako radi in tako pogosto sodelujemo. Bil je kozmopolit, dejaven v Evropi, Egiptu in na Arabskem polotoku, ter, kot je bilo rečeno, postal prvi profesor botanike na Univerzi v Ljubljani. Znanstvena kariera je načeloma dolga in strma pot. Nekoliko lažje je delovati, kadar so razmere optimalne, ko je na razpolago vse, ustrezen prostor, oprema, projekti, sodelavci, spodbudno okolje. Za uspeh je velikokrat ključno, kako ravnamo v krizi. Delovnemu in vizionarskemu Franu Jesenku ni bilo prizanešeno s težkimi preizkušnjami, saj je njegovo zgodnje delo prekinila Prva svetovna vojna, med katero je bil aktivno udeležen na vzhodni fronti, ranjen in nato še zaprt. Sama sem začela poklicno pot v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Tudi tista leta v času razpada prejšnje države so bila polna izzivov in taki izzivi, ki so se pojavljali takrat, nas nevarno spominjajo tudi na današnje pandemske razmere, za katere ne vemo, kako dolgo bodo veljale, kdaj se bodo končale in kako. V kriznih časih so za zdravje družbe ključne univerzalne lastnosti, ki so po mojem skupne dobrim znanstvenicam in znanstvenikom. To so radovednost, navdušenje, iznajdljivost, delavnost, vztrajnost, resnicoljubnost, medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Zato naj vam na koncu vsem zaželim, da bi kljub pomanjkanju možnosti za druženje, osebne stike in mednarodne izmenjave našli načine za sodelovanje in da bi bili tudi dovolj odgovorni posamezniki in posameznice, ki bi bili še naprej družbeno angažirani za ohranjanje narave in družbe in družbenih sistemov, ki so vsi skupaj ogroženi. Najlepša hvala.
profesorica, še enkrat iskrene čestitke. Zdaj pa mi ostane še spoštovane in spoštovani, da sklepnim besedam povabim dekanjo, profesorico doktorico Natašo Bukler-Urlih. Izvolite. In tako smo prišli do zaključka, spoštovani nagrajenci, spoštovani zbor. Dovolite mi, da v imenu fakultete in v svojem osebnem imenu še enkrat čestitam vsem nagrajencem. Ste soustvarjalci Biotehniške fakultete. Nagrada pa je tudi vaša zaobljuba, da boste zvesti svojemu poslanstvu. Hvala vam za vaše delo in rezultate. Ponosni smo na vas. Hvala tudi vsem, ki ste nas svojo prisotnostjo počastili. Brez sodelovanja z ustanovami znotraj raziskovalne in družbene skupnosti v državi in svetu Biotehniška fakulteta ne more dobro opravljati svojega poslanstva. Hvala vsem sodelavcem in sodelavkam za pomoč pri izvedbi prireditve, posebej pa hvala glavni govornici, profesor dr. Urški Vrhovšek, ki je svojo izjemno znanstveno in intelektualno globino obogatila današnji dogodek in nam omogočila pogled na Biotehniško fakulteto od zunaj. Hvala moderatorki Mojci Delač, ki se je trudila, da naredi ta dogodek poseben, in pa posebna zahvala profesor Katarini Čufar za vse dosežke preteklih let, desetletij, ki so narejeni za Biotehniško fakulteto. Tako da jaz mislim, da na koncu še enkrat bi zaploskala vsem nagrajencem in Najlepša hvala za te besede, izjemne čestitke še enkrat vsem in še enkrat tudi prav lepe pozdrave vsem, ki ste nas spremljali od blizu takole malce od dlje. Kar nekajkrat smo že danes slišali, da mineva 100 let, odkar je Fran Jesenko postal prvi profesor botanike na Univerzi v Ljubljani. Mislim, da bi s ponosom zrl v svojo zapuščino in kot je danes že poudarila gospa dekanja, smo zavezani naravi, njeni ohranitvi. Živimo v času polnem izzivov in sprememb in narava in njena pestrost nas lahko v marsičem navdihne svojo posebnostjo in vedno znova tudi opomni o svoji ranljivosti in minljivosti. Zato so sanje, ki jim je sledil tudi profesor Jesenko, še toliko bolj smele in zato je znanje, ki raste in se plemeniti tu še desetletja po njem, še toliko dragocenejše. Da je to tako, smo se lahko prepričali že včeraj na BF festivalu in prav tako seveda danes na prireditvi, ki jo s tem tudi sklenemo. Še vabilom vsem nagrajencem in pa vodstvom, da se dobite zunaj pri stopnicah pred vhodom za fotografijo, za obeležitev tega trenutka. Prijeten dan vsem skupaj in srečno. Hvala.